Da premaknem to kosilnico, moram nanjo uporabiti silo. Pomembno pa je tudi omeniti, da sila deluje tudi nazaj name. To lahko pokažem tako, da poskušam potisniti kosilnico, ne da bi se prej uprl, na primer, če stojim na eni nogi. To morda poznate kot Newtonov tretji zakon gibanja, kjer ima vsako dejanje enako in nasprotno reakcijo. Z uporabo Newtonovega drugega zakona gibanja, kjer je sila enaka masi krat pospešek, lahko izračunamo relativni pospešek vsakega predmeta. Če prezremo vse sile trenja, kot je sila trenja med kolesi kosilnice in tlemi, in če bi bila masa kosilnice enaka moji masi, bi se oba pospeševala z enakim pospeškom v nasprotnih smereh. Takoj, ko spustim ročaj kosilnice, se sila med nama konča in s tem tudi pospeševanje v obe smeri. Ampak oba bova imela končno hitrost, s katero se bova gibala v nasprotnih smereh. In dejansko lahko izračunamo relativno hitrost med nama z uporabo zakona o ohranitvi gibalne količine. Gibalno količino izračunamo tako, da maso predmeta pomnožimo z njegovo hitrostjo. In če na ta primer uporabimo zakon o ohranitvi gibalne količine, lahko rečemo, da je končna gibalna količina kosilnice enaka moji končni gibalni količini. Zdaj poznam svojo maso, zato lahko dejansko izračunam hitrost, s katero bom potisnjen nazaj. Odvisno od tega, ali uporabim zelo težek predmet, kot je ta kosilnica, ki se premika zelo počasi, ali zelo lahek predmet, ki se premika zelo hitro, kot je izstrelitev krogle iz pištole. Ta zakon o ohranitvi gibalne količine lahko uporabimo tudi na vrtečih se predmetih, kot je to kolo. To kolo ima zelo majhno maso v primerjavi z mano, zato bi ga moral zavrteti na zelo visoko hitrost, da bi mu dal dovolj gibalne količine, v tem primeru vrtilne količine, ker se vrti, da bi sebi dal dovolj gibalne količine, da bi se zavrtel v nasprotno smer. Vendar bi moralo biti dovolj, da vsaj izgubim ravnotežje. V redu, ta primer je bil precej slab, zato mislim, da moram iti in narediti testno napravo, da bom to lahko bolje razložil. Reakcijska kolesa delujejo na popolnoma enak način kot tisto kolo od kolesa. Vendar pa, kot sem omenil, ker je bila masa kolesarskega kolesa zelo majhna, masa mojega telesa pa veliko večja, bi moral kolo zelo hitro pospešiti, da bi premaknil svojo telesno težo v nasprotno smer. Tukaj sem naredil majhen preizkusno stojalo, da bi poskušal bolje prikazati, kako delujejo reakcijska kolesa. Tukaj lahko vidite težek aluminijast disk, ki je pritrjen na os električnega motorja, ta pa je pritrjen na zadnjo stran te modre plošče. Zdaj je ta modra plošča skupaj s celotnim sklopom pritrjena na vrtišče, ki je uravnotežen, da simulira satelit v vesolju ali dron v zraku. V svojem trenutnem stanju se ne želi samodejno vrniti v vodoravni položaj. Zdaj, če na ta električni motor priključim napetost, bo to povzročilo, da se bo to kolo zavrtelo v smeri, za katero je motor ožičen. In to bo povečalo vrtilno količino tega kolesa. In ker je treba ohranjati vrtilno količino, se bo vrtilna količina prenesla tudi na to modro ploščo. Torej, na primer, če bi se plošča vrtela v smeri urinega kazalca, bi se modra plošča vrtela v nasprotni smeri, torej v nasprotni smeri urinega kazalca. Zdaj tega nisem preprosto priključil neposredno na baterijo z stikalom. Namesto tega sem na zadnjo stran te plošče namestil nekaj žiroskopov in pospeškomerov, ki naj bi povzročili, da se plošča poskuša sama izravnati, pri čemer je ta bela blazinica vrh plošče. Torej, če bi jo postavil pod takim kotom, bi morala poskušati zavrteti kolo v določeno smer, da bi ta penasta blazinica spet prišla na vrh. Torej, priključimo jo in poglejmo, ali ta testna naprava deluje. V redu, priključena je. In postavil sem jo pod določenim kotom, tako da bi se morala znati sama izravnati. In tako, uspelo je. Bela plošča je zdaj poravnana. Zdaj se kolo ne premika več, ker mu ni treba več prenašati vrtilne količine na to modro ploščo. Saj je zdaj tam, kjer želi biti. Zanimivo pri tej testni napravi je tudi to, da če na to modro ploščo uporabim zunanjo silo, bodo žiroskopi in pospeškomeri to zaznali in zato zavrteli kolo v smeri, v katero sem pritisnil, da bi poskušali absorbirati ves vrtilno količino. Poskusimo to. Ste videli to? Motor se zavrti v določeno smer, da poskuša absorbirati vrtenje te modre plošče.
Pomembno je vedeti o reakcijskih kolesih, da lahko pride do tako imenovane nasičenosti, kar pomeni, da se motor ne bo vrtel hitreje in zato ne more več pospešiti kolesa nad trenutno hitrostjo vrtljajev. In to je velika težava pri satelitih in mislim, da bi lahko bila težava tudi pri tem dronu. Če ga vrnem v vodoravni položaj, bi se moral motor ustaviti. Zdaj imam dve kolesi. To je bilo reakcijsko kolo, ki je bilo nameščeno na eksperimentalni testni napravi, to kolo pa bo nameščeno na dron. To prvo kolo tehta 194 gramov, to pa 85 gramov. Torej je manj kot polovica teže tega prvega kolesa. Če se vrnemo k enačbi za linearno gibalno količino, ki sem jo omenil na začetku tega videa, kjer masa krat hitrost daje gibalno količino, bi to pomenilo, da bi imelo to kolo veliko večji moment kot to kolo, če bi se obe vrteli z enako hitrostjo. Ampak mislim, da moramo namesto tega pogledati enačbo za vrtilno količino. To je enačba za vrtilno količino. Namesto, da bi bila masa krat hitrost, je v resnici vztrajnostni moment krat kotna hitrost, kar je hitrost vrtenja. Ampak najpomembnejši del je vztrajnostni moment. Če uporabimo zakon ohranitve gibalne količine na to, lahko rečemo, da je vztrajnostni moment drona krat njegova kotna hitrost enak vztrajnostnemu momentu kolesa krat kotna hitrost kolesa. Zdaj v bistvu želimo maksimirati kotno hitrost drona, da bi imeli popoln nadzor nad njegovo orientacijo. In način, kako to lahko dosežemo, je, da zmanjšamo vztrajnostni moment drona ali pa povečamo vrtilno količino kolesa, tako da povečamo vztrajnostni moment kolesa ali njegovo kotno hitrost. Kotno hitrost ne moremo povečati bolj, kot to dovoljuje električni motor, saj se bo vrtel le do največjega dovoljenega števila obratov na minuto. Torej v bistvu delamo z vztrajnostnim momentom kolesa in drona. Da bi bila ta vrednost čim višja, potrebujemo kolo z zelo velikim vztrajnostnim momentom in dron z zelo majhnim vztrajnostnim momentom. Torej, pogovorimo se o vztrajnostnem momentu kolesa. Za izračun vztrajnostnega momenta diska ali obroča uporabimo naslednje enačbe. Kot lahko vidite, je za poln disk, kot je to prvo reakcijsko kolo, enačba 1/polovica mr na kvadrat, kar pomeni polovica mase krat pol mr na kvadrat. Medtem ko je za obroč, ki je podoben temu, seveda brez naper na sredini, vztrajnostni moment masa krat pol mr na kvadrat. Torej, če bi imela ta dva predmeta enako maso in enak polmer, bi imel obroč dvakrat večji vztrajnostni moment kot disk. Torej, v bistvu to pomeni, da ima polmer večji vpliv na vztrajnostni moment kot masa, ker je polmer na kvadrat. Torej, če bi podvojili polmer, je to enako, kot da ga pomnožite s 4. Medtem ko če bi podvojili maso, je to enako, kot da jo pomnožite z 2. Torej, ta polna plošča, čeprav tehta skoraj oziroma več kot dvakrat več kot ta plošča, imata v resnici enako količino vztrajnosti. Ker je to nekoliko bolj zapletena oblika kot preprost obroč, sem naredil tako, da sem ti dve plošči oblikoval v svojem CAD programu in če pogledam izračune v CAD programu, lahko dokažem, da imata obe enako količino vztrajnosti. Kaj to pomeni za ta projekt? Tukaj imam dva reakcijska kolesa, ki imata enak moment vztrajnosti in ko jo pritrdim na isti električni motor, bosta imela enako kotno hitrost. To pomeni, da bosta oba lahko prenesla enako vrtilno količino na dron. Ampak to kolo tehta polovico manj kot to kolo. Kar ne bo samo zmanjšalo skupne teže drona, ker to očitno tehta veliko manj, ampak bo, upajmo, tudi podaljšalo čas letenja drona. Omogoča tudi, da dron uporablja veliko manjše motorje, da dvigne to kolo namesto tega kolesa. Kar bo zato zmanjšalo vztrajnost drona, kar prav tako pomaga povečati kotno hitrost drona. Tako da nismo le ohranili enake vztrajnosti, ampak smo uspeli zmanjšati vztrajnost drona, kar je, kot sem že omenil, zelo pomembno za povečanje kotne hitrosti in s tem za ohranjanje nadzora nad dronom. Mislim, da je čas, da začnemo sestavljati ta dron.
Preden dokončam sestavljanje tega drona z reakcijskimi kolesi, bi rad predstavil nekaj komponent, ki sem jih izbral za nadzor reakcijskih koles. Tukaj lahko vidite dva motorja z ogljičnimi ščetkami, nameščena pravokotno drug na drugega pod kotom 90 stopinj. Na izhodni gredi teh motorjev pa bodo nameščena reakcijska kolesa. Ta bosta lahko nadzorovala osi nagiba in prevračanja, kolesa za os smeri pa ne bom imel, ker bom to nadzoroval z aerodinamičnim upravljanjem propelerjev. Odločil sem se za motorje z obličnimi ščetkami namesto sodobnejših brezkrtačnih motorjev, ker je zelo težko nadzorovati brezkrtačni motor pri zelo nizkih obratih na minuto. Potrebovali bi bodisi nekakšen encoder ali halo senzor, da bi vedeli natančen položaj rotorja. Tudi zelo težko je gladko spremeniti smer brezkrtačnega motorja. Čeprav lahko krmilniki hitrosti za drone spremenijo smer brezkrtačnega motorja, običajno pri spremembi smeri izvedajo zelo močno zaviranje in zelo močno pospeševanje. In mislim, da bo to povzročilo težave z reakcijskim kolesom, ko bo dron v zraku. Pri motorju s ščetkami lahko preprosto spremenite smer napetosti in toka, motor pa se bo samo upočasnil in gladko pospešil v drugo smer. Drugi razlog je, da imajo ti motorji menjalnik, kar pomeni, da lahko reakcijsko kolo prejme veliko navora od motorja, ne da bi se prehitro zavrtelo in povzročilo kakršnekoli giroskopske težave. Za pogon teh krtačnih motorjev imam spodaj tukaj gonilnik motorja. Gonilnik motorja lahko poganja oba motorja, kar je precej priročno. In upravlja se preko tega Arduino Nano. Zdaj, da bi ta Arduino Nano vedel, v katero smer naj zavrti motorje za upravljanje drona, imam krmilnik leta iz običajnega drona, ki sem ga programiral tako, da oddaja servosignale, ki jih lahko bere Arduino Nano. Ta krmilnik leta ima vgrajene žiroskope in pospeškomere, tako da lahko zazna vsak premik drona. In gibanje drona lahko nadzorujem tudi z uporabo sprejemnika in radijskega upravljalnika. Če priključim baterijo, bi morali videti, da se vse prižge. In v sekundi bi se moral aktivirati. Tako, to pomeni, da so vsi motorji pripravljeni na vrtenje. In če nagnem dron, bi se moral zagnati eden od motorjev. Če ga nagnem v to smer, bi se moral zagnati ta motor. Torej, ta motor se zavrti. In če ga nagnem v to smer, se zavrti drugi motor. Zdaj lahko tukaj namestim tudi svoj radijski upravljalnik in nadzorujem smer. Z uporabo svojih ročic, kar pomeni, da lahko nadzorujem dron v zraku. Tako zdaj vem, da žiroskopi in pospeškomeri delujejo z Arduinom za nadzor motorjev reakcijskih koles. Mislim, da je čas, da prispajkam motorje, da dvignem to stvar v zrak. Zdaj se morda sprašujete, Tom, zakaj poskušaš nadzorovati dron z reakcijskimi kolesi? Droni letijo povsem dobro takšni, kot so. Iskreno povedano, nimam pojma. No, fizika v ozadju reakcijskega kolesa se mi zdi precej zanimiva, predvsem zaradi ohranitve gibalne količine. In če ta dron ne bo letel, bo to le velika izguba časa in denarja. In tudi če ta dron ne bo letel, sem se vsaj nekaj naučil. In upam, da sem tudi tebe česa naučil. Vseeno pa res upam, da bo ta stvar letela. Prav vem, da to še vedno bolj izgleda kot božični okras, kot pa dron. Zato sem ga obesil s stropa, da lahko nastavim nekatere parametre v krmilniku leta. S tem, ko ga obesim s stropa, v bistvu sprostim eno od osi. V tem primeru je to reakcijsko kolo osi nagiba. In dejansko lahko simuliram, kaj bi se zgodilo, če nanj uporabim zunanjo silo in preverim, ali reakcijsko kolo odreagira. Ne samo to, ampak lahko tudi prevzamem nadzor s svojim radijskim upravljalnikom. In ga zavrtim. Poglej, lahko naredim precej natančne obrate za 360 stopinj. V korakih po 90 stopinj. Tako da imam precej dober nadzor nad to osjo.
Torej, dron z reakcijskimi kolesi je zdaj dokončan in upam, da zdaj je nekoliko bolj podoben dronu kot prej, saj ima propelerje na vrhu in na dnu. Kar se tiče upravljanja tega drona, bodo reakcijska kolesa nadzorovala os nagiba in os valjanja. Za nadzor osi zasuka bom uporabljal diferencialni potisk teh propelerjev. Propelerji se vrtijo v nasprotnih smereh, da med lebdenjem preprečijo kakršnokoli vrtenje zaradi navora. In potem za nadzor osi zasuka se bo en propeler pospešil, drugi pa upočasnil. Razlika v navoru bo, upajmo, zavrtela dron v zraku. Torej je v bistvu vse to nadzorovano z spreminjanjem navora predmeta, kot je propeler ali reakcijsko kolo. Torej bom napolnil baterijo in potem mislim, da smo pripravljeni na testni let. Dron sem postavil na betonsko ploščo, da propeler ne bi udaril v travo in da sem zagotovil, da je popolnoma raven. Če ne bi bil povsem raven, bi reakcijska kolesa poskušala izravnati dron in bi se morda nasičila, še preden bi sploh vzletel. Poskusimo še enkrat. In še enkrat. Čas je za nekaj popravil. Torej, poleg zamenjave starih polomljenih propelerjev sem naredil še nekaj dodatnih sprememb. Iz nekega razloga ima reakcijsko kolo za nagib veliko manj navora kot reakcijsko kolo za bočni nagib. Kar je res čudno, saj sem jih kupil pri istem dobavitelju in gre za motorja z enakimi specifikacijami. Oba sta ocenjena za enako število vrtljajev in imata tudi enako prestavno razmerje. Ampak iz nekega razloga ima ta veliko več upora oziroma navora kot ta. Nisem prepričan, ali ima drugačno prestavno razmerje ali drugačne magnete, ampak kar sem naredil je to, da sem prilagodil nastavitve v krmilnik koleta, da se to kolo vrti hitreje kot prej. Prav tako sem zamenjal baterijo za baterijo z višjo napetostjo, ki bo motorjem omogočila več moči in tudi višje maksimalne vrtljaje, kar bi moralo nekoliko podaljšati čas do nasičenja reakcijskih koles. Da bi uravnotežil to baterijo, sem na to nogo dodal nekaj svinčenih uteži in moj načrt za naslednji polet, nimam več veliko propelerjev, je, da ga čim hitreje spravim v zrak in potem vidim, ali lahko reakcijska kolesa prevzamejo nadzor. Mislim, da če bom predolgo na tleh, bodo reakcijska kolesa poskušala premagovati upor tal, da bi ga zavrtela in nagnila, kar jih na koncu nasiči, še preden sploh vzleti. Torej, peljimo ga na še en testni polet. Naslednji poskusi niso bili nič boljši. Potem pa sem si ogledal počasni posnetek tega poleta in ugotovil, da se je dron vrtel okoli svoje osi jav. Zato sem povečal PID vrednosti za jo in poskusil znova. Zdi se, da se osjav zdaj drži in mislim, da smo blizu uspeha. Ali pa tudi ne. Ampak potem se je to zgodilo. Počasni posnetek jasno pokaže, kako reakcijska kolesa poskušajo držati orientacijo drona, vendar se ne vrtijo niti približno dovolj hitro, da bi bilo nasičenje pri največjih vrtljajih problem.
Čeprav je bil ta 8-sekundni let uspešen, je naslednji let doživel kar precejšen padec, kar je povzročilo zlomljen zgornji nosilec motorja. Tako je s smrtjo tega propelersko gnanega drona CubeSat z reakcijskimi kolesi, ki se je bližala na obzorju, napočil čas za še zadnji testni let. Tako je čas, da zaključim ta projekt. Bil je kar dolg projekt in tudi precej dolg video. Na koncu se je vse skupaj končalo z uničenjem tega zgornjega nosilca motorja, pri zadnjem trku pa sta z motornih osi odpadli tudi obe reakcijski kolesi. Na teh nogah je nekaj razpok in mislim, da se je okvir dejansko zlomil tudi tukaj ob strani. Torej, zagotovo potrebuje nekaj popravila, če ga želim še enkrat preizkusiti. Kot sem omenil že prej v videu, uporabljam krtačne motorje za nadzor reakcijskih koles. Način, kako nadzorujem navor na kolesih, pa je tako, da spreminjam tok, ki ga dovajam motorju. Zdaj pa je težava v tem, da navor ni vedno sorazmeren z vhodnim tokom. Pravzaprav lahko, ko se reakcijska kolesa vrtijo počasi, motorji ustvarijo zelo velik navor. Toda, ko se motorji vrtijo hitro, na primer, če je že pod določenim kotom in se mora stabilizirati, se navor močno zmanjša, ko je kolo pri visokih obratih. Tako dejanski izhodni navor ni linearen, kar je zelo zahtevno, ko poskušaš nastaviti parametre v krmilnik koleta, saj krmilnik misli le, moram uporabiti silo v tej smeri, da ga obrnem v to smer. In vnaprej moraš nastaviti, koliko sile mora uporabiti. Ampak, ko izhodna sila ni konstantna, je zelo težko to kompenzirati. V bistvu pa obstaja rešitev za to. Nekateri motorji s četkami imajo enkoderje in mislim, da je to edina prava pot naprej pri tem. Torej, v bistvu bom programiral Arduino, da bo meril število obratov na minuto motorja. In potem namesto, da bi samo spreminjal navor motorja z večanjem toka, lahko v bistvu izračunam pospešek motorja in na to uporabim potreben tok, da poskušam doseči ta pospešek. Tako da namesto, da bi bil pospešek kolesa nadzorovan samo s tokom, je dejansko izmerjen in nato nadzorovan z uporabo zaprte povratne zanke. In mislim, da je to edini način, da dosežem konstantno spremembo gibalne količine koles. Prav, lahko bi še naprej govoril o možnih rešitvah in izboljšavah, ki bi jih moral narediti pri tem projektu. Ampak tukaj bom zaključil video. Rad bi se vam zelo zahvalil za ogled. Rad bi se zahvalil podjetju 3D Prints Filament za sponzorstvo te epizode. In velika hvala vsem mojim podpornikom na Patreonu. Vi omogočate te videoposnetke. Še nekaj na hitro, saj naslednji mesec ali dva ne bom objavljal tedenskih videoposnetkov. Še vedno intenzivno delam na projektih, vendar imam nekaj nekoliko večjih projektov. Poskušam dokončati tudi še nekaj projektov s kolesi. Zato bom posvetil nekoliko več časa daljšim videoprojektom in jih naložil, ko bodo pripravljeni, namesto da bi hitel z objavo prvega in drugega dela videoposnetkov. Zato prosim za potrpljenje, če čakate na tedenske videoposnetke. Opravičujem se, to bom za naslednji mesec ali dva morda začasno prekinil. Ampak ja, če vam je bil ta video všeč, bi bil hvaležen, če bi lahko pustili všeček. Če ste novi na mojem kanalu, prosim kliknite spodaj na naroči se. In če vam je bil ta video všeč, bi bilo super, če bi ga lahko delili s prijatelji, če jih zanima kakršnakoli reakcijska kolesa, sateliti ali če igrate Kerbal Space program. Od tam je prvotno prišla moja ideja za to. Tako da ja, lahko bi govoril v nedogled. Še enkrat hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Nasvidenje.